Prvo bolnico pravzaprav z isto težavo, kot smo jih vključili v to raziskavo, smo napravili pred dobrimi 20 leti. Takrat seveda in vedenje in tehnologija še ni bila na tem nivoju, kot je danes, vendarle pa smo takrat, da smo to lahko naredili, dobili en sistem, ki mu pravimo elektroanatomska kartografija, kartosistem. S tem sistemom je možno bolj podrobno opredeliti to brazgotino, kot je rekel kolega, potenciale in tudi anatomijo. Torej, tudi da s katetrom, ki abliraš, lahko priješ točno na tisto mesto, ki želiš in narediš pač poseg. In s to tehnologijo pravzaprav je ta prekatna tahikardija postala dostopna tudi za uspešno zdravljenje. To smo v naslednjih letih tudi publicirali, objavili naše rezultate klinične, ne tako kot je ta raziskava, ki ima tudi kontrolno skupino in tako naprej, to je prospektivna raziskava, je bistveno večjo vrednost ima, ampak za klinično vrednost nekega postopka je bil pa tudi naš pregled kar v redu, bi rekel. No, uspešnost takrat našega posega je bila okrog 70%. V tej študiji je za več kot 10% boljša uspešnost. Torej, v teh letih je tudi sama ta veda pač napredovala. No. Tako da zdaj, v bistvu v naslednjih letih smo pridobili še druge tehnologije, kot je recimo intrakavitarni ultrazvok, s katerim lahko online gledaš, kaj delaš, kje imaš kateter, kako gre ablacija in tako naprej. Možnosti so za magnetno resonanco, da se vključi v to sliko, elektroanatomsko kartografsko sliko in imaš praktično res dobre pogoje za uspešno ablacijo. To je pravzaprav rezultiralo tudi v tem, da smo pred par leti postali tudi učni center, elektrofiziologija, učni center pod okriljem Evropskega združenja za aritmologijo. Mislim, da je to tudi kar en velik dosežek, ki ga velja omeniti.